Se še spomnite, kako dolgočasni so bili nemški avtomobili zadnjih 20 let? No, tisti časi so mimo. Poglejte novega Volkswagena Up. To je avtomobil, ki je prestrašil vso konkurenco in si ga želi vsak, star in mlad. No in komu je sploh namenjen? Starim in mladim, moškim in ženskam, dinamičnim in zadržanim. Predvsem pa je namenjen vam. In kaj je pri njem tako posebnega? V bistvu vse. Čeprav ne boste zgrešili, da gre za Volkswagena, je tako svež in poseben ter simpatičen, da je takoj opazen. In za mimoidoče očitno tudi zelo zanimiv. No, najbolj zanimiva pa je seveda cena, saj stane le 8280 evrov. Če pa je to še vedno preveč, ga lahko s financiranjem pri Porscheju dobite le za 60 evrov na mesec. Mislim, to je skoraj toliko, kot tisti bolj zgovorni porabite na mesec za telefon. No in če res veliko čvekate, se lahko tukaj povežete preko Bluetootha ali uporabljate navigacijsko napravo. Če vas je strah, lahko tole napravo Maps & More tudi snamete in jo vzamete s sabo. Stane samo 350 evrov, tako da se res splača. Sicer pa so vsi modeli Up že opremljeni serijsko z ESP, 4 zračnimi blazinami, klimatsko napravo in radijem s CD in MP3 predvajalnikom. Obenem pa zavirajo tudi sami v mestu, če kaj spregledate. Na razpolago pa je seveda več modelov. Tukaj pa dobite še lita platišča, nekaj kroma, zanimiva sedeža in tole krasno armaturko v biserni barvi. Za približno 350 evrov več pa boste dobili še takšnega s 5 vrati, če so vam 3 premalo. Tule po Ljubljani se krasno obnese, ker je tako majhen. Ne malo več kot 3,5 metra meri v dolžino, kar pomeni, da ga lahko stlačim v vsako luknjo. Motorček z 1 litrom delovne prostornine in 3 valji je čisto dovolj. Tale ima 55 kW, cenejši pa 44, kar pomeni, da je tudi varčen pri porabi bencina. Seveda me je zanimalo tudi, kako se obnese na bolj odprti cesti, zato sem si omislil takšnega bolj nagajivega v rdeči barvi. No, tudi ta kot kužek poslušno sledi vašim ukazom in lepo ohranja smer, kljub temu, da ima zelo kratko medosno razdaljo. Up je čisto dovolj poskočen pri večjih hitrostih in brez večjih naporov dosega tudi avtocestnih 130 km/h. Je pa res, da ni za daljše ture, ker sedeži kaj hitro postanejo neudobni, pa tudi s sabo ne morete vzeti veliko. Za takšne potrebe imajo pri Volkswagenu veliko večjih modelov. Ja, to aprilsko vreme, ampak je pa vsaj avto opralo. No, takšen Hi-Up stane 10.500 evrov in ima že zelo veliko dodatne opreme, več je skoraj ne potrebujete. In že osnovni model bi bil čisto dovolj v teh časih, ko je treba gledati na vsak evro. No, tale zelo zanimiv avtomobil pa bo trenutno Volkswagenovo prevlado na domačem trgu le še povečal.